Ukradel sem bicikl, na. Ja, šli bomo na bicikl kmalu, dobrodošli nazaj. Še predtem pa gremo do naše Gale, ki nam bo zaupala še kakšno aktualno novičko. Gala? Zdaj pa si me tako zelo grdo zmotila, Maša. Ampak vseeno jaz to zmorem in sedaj bom povedala novico. Tako da lepo pozdravljeni v rubriki Aktualne novice na Ljubljana TV. Za vas imam drugi sklop aktualnih novic. S prenovo Hribarjeve vile Zlatica je uresničena zadnja volja njegove hčere dr. Zlatice Hribar. To je avtentična predstavitev izjemne dediščine njenega očeta. Zdaj že pokojna Hribarjeva hčerka je vse svoje življenje skrbela za to, da se je spomin na njenega očeta ohranjal. Večino družinske dediščine je poklonila Mestnemu muzeju Ljubljana, vilo pa je podarila slovenski državi, ki je lastništvo prenesla na mesto. Leta 2018 je bila vila Zlatica razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Toliko zaenkrat z moje strani, sedaj pa Maša kar zapoj naprej. Vsi se gona štango, bom tako hitreje prišla. Ne, sej. Hvala, Gala, ti si tudi en tak živi spomenik lokalnega pomena za našo televizijo. Wow, to sicer ne vem, kako naj si razlagam, ampak hvala, bom vzela kot kompliment. To je bil kompliment, Gala. To je bil kompliment. Se gledamo kmalu s prometom. Tako je, se gledamo. Ja, mi pa gremo zdaj v promet, ampak v kolesarski promet. Namreč Leti Vili je sodobna kolesarska kurirska služba, ki predvsem znotraj obroča ljubljanske obvoznice dostavlja raznovrstne reči. Kako se je njegova zgodba začela in kaj sploh dostavlja, nam bo povedal Bor Čeh, idejni vodja Leti Vilija, z njim pa se bo pogovarjal njegov prijatelj, naš Luka. Tako da, Bor in Luka, lepo pozdravljena. Aha, Bor je sam zaenkrat. Aha, evo mene. Tukaj sem, brez skrbi, pozdravljena Maša, tako je. In ob meni naš dragi Bor. No, dragi, meni je drag, ne drugače pa zelo ugoden, kakor vem, vsaj kar se tiče kurirskih storitev. Je tako, Bor? Tako je, sam ne bi znal lepše povedati. Hvala, Luka, dobrodošel končno tudi pri nas v našem mestečnu. Kaj je to? Te slišim, da se sprašuješ. Ja. To je bilo v bistvu zasnovano tako kot neka naša pisarna in kot nek, bi se reklo, prostor, kjer je polno artefaktov od dirkanja do pač naših službenih rekvizitov in vsega povezano s kolesarstvom, tako in drugače. Tako. Bor, ti si že bil moj gost nekaj časa nazaj, drugače pa, kdaj se je vse skupaj začelo, kdaj se je porodila ideja za Leti Vili, kdaj ste se odločili ti in tvoji sodelavci, da boste upravljali take moderne, sodobne kurirske storitve? Zanimivo vprašanje, kajti v roku 5 dni bomo praznovali 3. obletnico. 3. obletnico? To je popolno naključje, ker smo to prej se ugotovila po pogledu na lanski koledar. Ideja se je porodila po moje, da čisto nekje drugje, tam poznih 80-ih, zgodnjih 90-ih v Ameriki, kjer so pogumni fantje na trek kolesih, to je tako, če ga vidite, kot tukaj gore visi, začeli z dostavo pošte, takrat so po večini delali fotografije, analogne dokumente in se je ta ideja nekako prikradla z zamikom, tako kot se tudi do nas. In sva jaz pa moj uslužbenec Sanel oziroma kolega Sanel delala skupaj v eni drugi firmi, ki je potem žal podlegla kapitalizmu. In se je točno 3 leta nazaj zgodila ideja, dajmo narediti svojo firmo, ki smo jo prilično poimenovali Leti Vili. Imenitno 3 leta zgodovine. Bor, tvoje življenje je drugače kar povezano s kolesi, od tega, da tekmuješ, jih popravljaš, izdeluješ. In kdaj si se pravzaprav začel zanimati za kolesa? Kdaj si se zaljubil v kolesa? Zanimati sem se začel, ko sem naredil svoj vojaški kombi in videl, da so imeli eno zanimivo stvar, ki se je reče prepogljivo kolo, ki je bilo od spredaj na kombiju. Prav zaljubil sem se pa za svoj 30. rojstni dan, ko sta me Maja in Ožbi, to vsakeč povem, peljala v Milano gledati finale Red Hooka. To je bilo to leto, če se vidi. To je ta kapa? Ta kapa, tako. In smo takrat pač v tem rondoju
sprejeli odločitev, da ja, dajmo iti dirkati, in takrat naprej se je začela vsa ta zgodovina tesno povezana s kolesarstvom. Imenitno, in tudi vidim veliko kap, veliko dobrih rezultatov. Sam si mi povedal, da zbiraš tudi vse štartne številke, imaš tamle kar 3-4 fascikle že polne. Ja. Dobrih rezultatov ne, udeležbe. Dobri rezultati so tukaj redki, ne. Tako, evo V ga. obliki strašnih pokalov. To je bila velika nagrada Sračje doline. Ne. Tudi to je bila velika nagrada Sračje doline. Sama eminentna tekmovanja na olimpijskem nivoju. Imaš pa pokal Slovenije, no? Ja, to je pa drugo mesto v skupnem seštevku v ciklokrosu. To je pa edina stvar, ki sem res lahko ponosen na njo v življenju. Kaj pa je to ciklokros, Bor? Ciklokros, to je taka popolnoma nesmiselna panoga, kjer si pol cajta s kolesom na rami. Tako da se mnogi sprašujejo, zakaj imaš pol sploh kolo. Ampak Včasih je treba kolo tudi na ramo dati, ne? To jaz vem iz letošnje zime, ko kakšen most ni bil dovolj skidan, pa sem se moral pognati. lahko bolj še vedel, pa imel kolo na rami od letošnje zime. Ja, Bor, imel si poškodbo pred časom, ampak si pa tudi svoje birgle potem, ko si jih priredil. Tako, seveda, ne. Nekaj si dodal semle gor. Hidracija je osnova. Hidracija je osnova. In zakaj pa ne? Tako. Tako. Domiselno. Hvala. Takole, Bor, kaj pa Leti Vili pravzaprav vse dostavlja? Leti Vili dostavljajo čisto vse. Ne. Se pravi, mi dejansko delamo tako, da delamo od dokumentov do večjih paketov, do reševanja kakih problemov in zagad, sploh zdaj recimo v tem času tudi iz trgovine, kakšnim starejšim ljudem, če je treba pomagati. Smo imeli tudi več takih akcij humanitarnega značaja, kjer smo v sodelovanju s Pekarno 8 dostavljali tudi kruh ljudem, ki so imeli pač potrebo po tem in si niso mogli privoščiti. Tako pač nekako poskušamo res čim širši spekter pokriti, ne. Ker pri nas je še vedno tako, da je dostava sinonim ali poštar ali pa pač dostava hrane. In to je to, ne. Mislim, seveda dostavo hrane delamo tudi v sodelovanju z Dobrovile in tako naprej, ampak je pa vedno naš cilj nekako bil, da bi poskušali se držati tega prav specifičnega ameriškega momenta, ko imaš dokumente in pač te stvari, ki bi jih drugače mogli sami ali pa v vrsti čakati ali kakorkoli. Kaj je pa kakšna taka najbolj zanimiva ali pa mogoče najbolj pomembni paket, ki si ga dostavljal do zdaj v svoji dostavljalski kurirski karieri? Meni je bil najbolj pomemben paket vedno ta, pač ko smo ta kruh dostavljali. Drugače tega je pa bilo ogromno. No, mislim, ker ta kruh je bil res tak moment, da si videl v očeh ljudem, da so ti hvaležni, ne, ker drugače si pač nepotreben člen v prometu na kolesu, ne. Drugače pa bilo vsega, od organov, krvi, ne vem, neke te zabavne zgodbe, ki se pol vedno vprašaš, kaj bi se zgodilo, ker obstaja nek urbani mit, da so enega izmed kurirjev, da ga je zbil avto, ko je imel poln ruzek krvi in je pol izgledalo kar masaker, ki to v bistvu ni bil, ne. Tako da vsaka stvar je drugačna, vsaka stvar je posebna po svoje, ne. In to je tudi tisto, kar naredi to delo dinamično pa zanimivo. Tole, kar si rekel, omenil nesrečo, ne, da je enega kolesarja nekdo zbil. Kaj se pa zgodi, če kurirja doleti neka nesreča, pa to, kaj se potem zgodi z paketom, ne, se pravi z stvarmi, ki so bili namenjene za dostavo, če te recimo le niso poškodovane? Ne, del tega, da si kurir, je to, da si zanesljiv, ne. Tako da moramo pač potrkati, ampak do zdaj je bilo vedno tako, da tudi če je bila nesreča, je bila manjšega značaja oziroma kakšen pol prepir, daljši pogovor s policajem in pol si že naprej in dostavljaš, ne. Tako da pač del tega je ta zanesljivost, no. Oziroma večji del tega, ker drugače to zna vsak, ne. Ampak do zdaj res je bilo tako, da ali mene, ali Sanela, ali kogarkoli se je karkoli zgodilo, je pač paket prišel na cilj tako ali drugače, ne? Ker vedno imamo eno tako mrežo, tudi dostavljalcev v končni fazi, da lahko nekdo drug uskoči pa pobere. Pač paketu se pa nič ne zgodi, da tako nič skrbeti, pa tudi zavarovani so. Tako, vse je zavarovano, vse je logistično urejeno in da bomo urejeni tudi mi, se bova midva vzela kratek odmor za kratke oglase. Vi pa nikamor ne hitite, kajti Leti Vili prihiti s paketom do vas, kar ostanite doma in se gledamo zopet čez nekaj trenutkov. Čaka.
Ojoj, pozabila sem dostaviti darilo svojemu možu za obletnico, kaj pa zdaj? Nič hudega, gospa, tukaj je Leti Vili, ki za vas poskrbi. In Tudi v sili. tudi v sili, Leti Vili, tudi v sili, z menoj pa Bor Čeh, idejni vodja Leti Vili in tudi vodja Leti Vili, ne? Tako je, seveda. En red mora biti pa makar slab. En red mora biti pa makar slab, torej ti imaš drugače enega sodelavca, kot si že omenil. Enega in pol. Enega redno, enega pa tako v sili. Tako v sili po potrebi in misliš, da zdaj se bo do vaše vrste kaj razširile ali dobro delujete tako, kot ste zadnje 3 leta delovali? Tako strašno dobro, kot kaže naša ekonomija, si mislim, da jih bo enih 10 najmanj. Mislim, želje so valjda povedno po širitvi, ampak je pogoj za širitev, tako kot vsakič povem to, da dobimo nove stranke, zato apeliramo na vas, vsi, ki mislite, da nas rabite, prepustite nam vaše probleme in bomo mi mogoče en dan tudi vaše otroke zaposlovali, ko bomo več državni konglomerat. Vedno moraš tako razmišljati. Ne? Tako, kako pa izgleda to razgovora in kakšna meča meraša morajo iti na kakšen ta kolo na tekoči trak, pa zdržati kakšno dolžino, Ljubljano poznati? Toaster pripnemo na pač ta trenažer in pol dokler ne speče toasta ni nič, oziroma v našem primeru pice. Ne, mislim pač, poznavanje ulic je osnova, no. Poznavanje ulic pa res neka ljubezen do kolesa, ker to, da vsak dan kolesariš, včasih ni dovolj, ne, ker imam eno prispodobo jaz za ta primer, ki je zdaj verjetno ne bom povedal, ker so mladi udeleženci, ampak to, da nekaj rad počneš, še ne pomeni, da to tudi si lahko potem v življenju, ne. Bor, ko si pa ravno omeril pico, ne, veliko si sodeloval in mislim, da še sodeluješ z Dobro Vilo, tukaj zelo poznano pizzerijo, ki pice dostavlja po širom Ljubljane, ampak so pa doma tule v Šiški. Kakšno je razmerje, kakšen odnos imaš ti z Dobro Vilo? Mislim, bliže kot tako skoraj da ne bi moglo biti, ne, pa kot vedno pravijo, gre ljubezen skozi želodec in večje ljubezni kot pica ne obstaja, ne. Tako da mi resno ful tesno sodelujemo. Ne. Oni so bili tudi prvi, ki so mi, spet maja, to je bilo maja, pa zdaj malo prej, tam okoli 1. maja, to bo pa zdaj že kar enih 6 let nazaj po moje, z datumi sem genijalen, so mi pač prvi tudi ponudili možnost, da sem sploh testiral, če se pri nas da dostavljati in smo dokazali, da se da in zdaj so razširili park na 2 kolesarja, 2 kolesi, tako da bolj tesno kot tako je lahko samo odnos pice in želodca. Pica in želodec. Nimaš pa, pica je tvoja velika ljubezen, ampak tvoja druga velika ljubezen, ne, se pravi tretja poleg kolesarjenja, je pa kava, če se jaz ne motim, Bor. Ja, tako. In ti tudi sam narediš kakšno kafetjero? Tako, to je primer Messengere, ki je osnovana na kafetjerje, kot je Bileti pogruntal z enim našim turistom, da se lahko uporablja tudi v bistvu na kamping turah, to smo pri Ocotu v stvari tudi podrobneje predstavili, se pa ukvarjamo z velikim problemom produkcije, kajti nismo na Kitajskem, da bi lahko to tako naredili, tako da kot vsi veliki projekti to, ko bi se rekel temu, maturira, fermentira, zdaj že skoraj. Ne, počasi zori, ne, je pa vse ročno delo, kaj ne? Ja. Drugače žal ne gre. Ne. Imaš pa tudi svoje šalce, vidim. Ne več. Šalce so bile, tako da tisti, ki jih imate, jih šparete, to bo čez par let relikvija. Oziroma religija. Veš. Religija definitivno bo pa nekaj vredno, če ne drugače, pa sentimentalno. Tako, sentimentalno pa to pa je. Sentimentalno, to smo pa čustveno navezani na take stvari, to pa. Zdaj, ti si že omenil, kakšno kolo uporabljaš ti, svetuješ uporabo takega kolesa vsem kurirjem, sploh tvojim uslužbencem, ali je vseeno, kakšno kolo imamo? Ja, mislim, zjutraj pregledamo kolesa, ko pridejo na šiht in potem sledi tolčeni po roki z verigo, če nimajo takega kolesa. Ne, pač, tako kot za vsako stvar, ne vsak dela to, kar hoče, ne. Kako že pravijo, le kopita sodi, ne kopitar, ali nekako tako je. Pač vsak dela to, kar hoče. Jaz vozim fiksija, brez bremz, zaradi nekega spoštovanja do tradicije. Sanel vozi single speed, je pa vse nekako osnovano na tej zanesljivosti, ki so prej govorili. Če imaš ti ogromno nekih menjalnikov, nekih žic, nekih stvari, je tudi ogromno stvari, ki lahko grejo narobe.
v tem našem single speed svetu je pa ena stvar in če gre ena stvar narobe, jo eno stvar lahko tudi hitro popraviš. Zato taka bolj preprosta kolesa, če bi lahko temu se tako izrazili. Ne? Primordialna. Primarna kolesa. Dan velikih besed je danes. To so zjutraj malo pogledali, katere besede bo uporabljene zdaj cel dan s temi besedami. Bor, kako pa dostavljaš? Ne? S kolesom že, ampak a to imaš kakšen poseben ruzak, a imaš kakšno posebno poličko, kamor daš stvari gor? Česa se poslužujete kurirji največ? Kolikor to gleda kdo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, jaz trenutno ne dostavljam, ker sem na bolniški, da ne bo pomote. To je res, smo pokazali birglo. Pokazali birglo, da zelo smo statični. Drugače pa uporabljamo, tako kot si rekel, velik ruzak, ponovadi od Ortliba, to je pač nek ta naš, bi se reklo, evropejski zaščitni znak. Američani imajo tiste torbe na eno stran, kot ste videli verjetno v Premium Rushu, ki je Titanik dostavljalskih filmov. Ali pa pač prilagojena kolesa, kargo kolesa, prtljažnike. Znajdi se, kakor veš ne znaš. Dostikrat je tako, da si kar z, ne vem, lepilnim trakom nekaj nalepiš nase, ker stranka pozabi omeniti, da to ni 1x2 metra, pa tako naprej. No, mislim. Ne jamramo, kako že ta nek slovenski pregovor, ne jamram dostavljalecem bi mogli imeti. Ne jamram dostavljalecem, ampak se je treba znajditi, ne moreš. Zavrneš, da je kakšen paket, kad prideš pa tako, gospa, slona pa ne moramo dostaviti. Ne, to ne. Mislim, tako bi to zgledalo. Valjda dostavite vse, ne? Ja. Jaz sem se malo zapletel notro v te politične parole, zdaj razmišljam, kaj bi bilo lahko naslednje. Ne, samo nismo še nič zavrnili. Mislim, prva in osnovna stvar, s katero si ti zaščiten kot dostavljalec, in to je nekako ta mentaliteta odzadaj za tem, da ti nikoli ne odpiraš paketa. Ne. Se pravi, če je tam paket 1 na 1, pa je noter mičken slon, ti tega ne boš vedel. Ne. Tudi če bo tullo, ne boš odprl. Ker bi bilo neetično, nemoralno in morajo biti pač neka pravila tudi v tem kaotičnem svetu dostavljalstva. Tako da smo že tudi kdaj kakšen denar vozili, pa kakšne stvari, pa tega nismo vedeli. No. Tako, paketi ostajajo zaprti, ne? Tako kot pri poštarju. Ja, samo da je malo bolj, ko bi rekel, kvalitetno dostavljeno, brez zamire, ampak dejstva so dejstva. Hitreje in v roke. Tako, in v roke in dejansko dostavljeno in ne v enem mesecu, ampak v 1 uri ali 2 urah. V 1-2 urah vi primarno dostavljate tukaj znotraj ljubljanske obvoznice ali greste tudi dlje? Mi primarno je seveda pač, tukaj smo najbolj efektivni, no, da bi človek rekel tako, da smo znotraj tega obroča ljubljanske obvoznice, lahko garantiramo dostavo v 1 oziroma v 2 urah. Imamo pa potem tudi 3-urne pa 6-urne dostave, ki se razširijo čez celo Slovenijo, tudi v tujino, ampak je pač drugi cenik, pa ne, drugi časovni okviri. Seveda se razume. Bor, je zdaj več konkurence, manj konkurence, nastaja konkurenca? Kako je v svetu kurirstva? To je zdaj en trenutek, ko se jaz pol nekomu zamerim za eno neprimerno izjavo. Pač direktna konkurenca se nekako oblikuje z nekimi temi mednarodnimi konglomerati, katerih šoferje ne sovražim vodstvo in politiko vodstva. Tako da se poskušajo nekako tudi noter v to ta naš mali bazenček spraviti, ampak kaj če ne reči, tako kot je posod, ne, konkurenca je konkurenca, je rekel en prijatelj, da ne živimo več v cajtih rdečih zvezd, tako da pač to smo hoteli, to imamo, ne. In zdaj bo treba se ali naučiti plavati ali pa potoniti z našo barko, ko pravi kapitan. Samo meni se zdi, da nekako, če delaš nekaj s srcem, bi to moglo obstati, ne, ker tako kot sem rekel, zelo zgledujemo po Česu in včeraj sem poslušal en izjemno zanimiv Česu Kristensenu, včeraj poslušal en izjemno zanimiv podcast z njim in je razlagal, kako oni so imeli TCB firmo, Taking Care of Business, in jim je uspelo 10 let preživeti. Tako pač se je na eni točki pojavil Uber Eats, pa vse te stvari, s katerimi so oni imeli probleme, in pač na eni točki vidiš, da več nisi konkurenčen in takrat rečeš hvala lepa, nasvidenje. Do takrat se pa trudiš nekako omogočiti in šoferjem in vsem, da neka scena preživi, da je neko dirkanje, ker nikoli ni bilo prav samo zaradi biznisa, ker če bi bilo samo zaradi biznisa, bi se kakšno drugo stvar spravil delati, ne pa kurirstvo, ki ni lih. Zelo malo, mislim, če gledaš lestvico 100 najbolj bogatih ljudi na svetu, ni kurirja do 100.000 mesta. No, morda pa v prihodnje. Bor, jaz te vidim na tej lestvici. Ja. Jaz te vidim. Jaz vidim marsikaj, sem to pa res.
Ne, Bor, veliko si zaposlen, veliko delate. Ti ustane sploh še kaj časa za popravila koles? A Muslauf še dela? Kaj prav je Muslauf? Muslauf je bilo zdaj že legendarno društvo kolesarsko, ki je živelo na Celovški 50, dokler je niso porušili. Je pa Muslauf stari izraz za fiksija. Ne? In gonilna ideja tega društva je bila, da ne smeš reči fiksi kot besedo, in pol je bilo no F-word in fulenga kreganja in enega izločevanja, tako da ja, na podlagi tega se je pol rodilo marsikaj, ne. Se je pol rodil Musgard, ki je naš še vedno eden izmed najboljših prijateljev in gonilna sila, pač tudi te naše scene, in pol s časoma smo se nekako tudi mi izluščili iz tega, ne. Muslauf je pa dejansko konstantni pogon oziroma fiksi, kot ga poznajo Američani. In je v bistvu stvar, ki je se tam, ne vem, 1900 so bila vsa kolesa taka. Ko pa je smešno, kot ti kdo reče, vse to smo mi vozili na ponih. Muslauf ni torpedo. Torpedo je kontrabremza, Muslauf je pa tisto, ki se skozi vrtijo pedali in ti razbijo piščali in potrgajo kolenske vezi. Tako da ni za začetnike. Ne. Mislim, samo se zgodi naravna selekcija dosti hitro. No, tako. Po piščalih se vidi. Po piščalih se voznika Muslaufa spozna. Tudi po nosku, pa po temu, ki se ponovadi briješ z asfaltom. Tudi to smo že probali. Človek bi rekel, da sem kar nerotkan za svoje leta. Bor, definitivno si tudi ti pravi človek, da ga vprašamo, ali je Ljubljana kolesarjem prijazno mesto in kako bi lahko postala še bolj prijazno mesto? Mislim, definitivno, ko greš malo okoli po svetu, ugotoviš, da je relativno prijazna, no? Ker vsaj zaenkrat imajo še ljudje obzir do kolesarjev, je pa je pa vedno prostor za izboljšanje. Samo za izboljšanje pa mora priti tudi do nekega posluha, ne samo da se deklarativno govori, super, smo naredili kolesarsko stezo, pa je popelješ direkt vmes avtobusa, pa pač ne, avtobusne postaje in pol tam eskiviraš jezne upokojenke s palčkami in študente filofaksa s slušalkami. Pač nek dialog bi mogel biti, samo do tega dialoga pri nas nikoli ne pride, ki se vedno nekdo vmes najde, ki pol malo v žepek da dinčke, ki so za to namenjeni z nekimi projekti, ki so zelo tako moja beseda in moja ideja, no, tako da ni lih. Mislim, vedno je prostor za izboljšanje, samo enkrat, ko pogreš malo tako okoli po svetu, pa vidiš, da ni toliko slabo. No. Tako, da je tudi slabše. Ne. Obstaja tudi slabše, tako da Ljubljana se razvija in upajmo, da se bo razvijala še v bolj kolesarjem prijazno mesto. Bor, morda še čisto za na konec, od kdaj do kdaj delate, kje vas lahko ljudje kontaktirajo? Delamo od 8 do 4, po potrebi tudi podaljšamo, kontaktirajo nas lahko na naši številki 040 545 373. A ja, se sem že jaz pokazal. Tako, to je bil ta kvaliteten intro. Delamo tudi kaj drugega kot slabi vtis, tako da pokličete, vprašate in bomo naredili marsikaj. Hvala lepa, Bor Čeh, idejni vodja in vodja kurirske službe Leti Vili, ki bo kmalu praznovala že v nekaj dneh svojo 3. obletnico, 3 leta kvalitetne in odlične dostave. Zavidljivi jubilej. Zavidljivi jubilej, res je. Hvala vam za vaše delo in upam, da ko bom lačen, mi boš ti dostavil kruh. To upam tudi jaz. Zdaj pa nazaj na oglase, potem pa zopet do naše Maše. Se gledamo.